Dobro jutro vam vsem, dragi romarji iz Slovenije in drugod, tudi iz Poljske in Slovaške. Prisrčno vsi pozdravljeni to nedeljsko jutro pri Mariji, kamor smo poromali. Prav tako pozdravljeni tudi vsi, ki spremljate naše romanje, naše slavljanje v Lurdu, tudi Slovenci doma preko interneta ali tudi po drugih sredstvih doma in v tujini. Prisrčno pozdravljeni. Tukaj smo, ker smo slišali povabilo, kar vam reče, storite. In naj Gospod stori tudi pri tej evharistični daritvi, da bo v nas in naši domovini več vere, več upanja in medsebojne ljubezni. Gospod škof Metod Pirih, prosim, začnite sveto daritev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. In s tvojim duhom. Bratje in sestre, današnji dan je Gospodov dan, vendar, ker smo na romanju pri Materi Božji v Lurdu, bomo sedaj vzeli mašo v čast lurški sveti Bernardki, ki si je pred 160 leti prikazala na tem svetem kraju nebeška gospa, potem pa o 9:30 pri maši narodov pa bomo imeli obrazec 11. nedelje po Binkoštih. Da bo to naše slavje Bogu v časti nam vsem v korist, obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospodu, smili se. Gospodu, smili se. Kristus, smili se. Kristus, smili se. Gospodu, smili se. Gospodu, smili se. Slava Bogu na višavah. In na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorođeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jahmje Božje, Sin očekov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo, ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas, zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Sveti Oče, ti dobrotno varuješ svoje ljudstvo. Po tvoji volji je devica tukaj ponovno opozorila Bernardko in po njej v svet na nauk svojega sina. Odpri naša srca njegovemu naročilu o molitvi in pokori, da bo evangelska luč razsvetljevala vse naše življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, vedno smo pogumni, čeprav vemo, da smo z doma in daleč od Gospoda. Dokler smo doma v tem telesu, saj hodimo v veri in ne v gledanju. Vendar smo pogumni in zadovoljni s tem, da se bomo izselili iz telesa in se preselili k Gospodu. Zato si tudi prizadevajmo, da bi mu bili všeč. Bodisi, da prebivamo v telesu, bodisi, da se iz njega izselimo, vsi se bomo namreč morali prikazati pred Kristusovim sodnim stolom, da bo vsak prejel plačilo za to, ker je v zemeljskem življenju delal dobro ali slabo. To je Božja beseda. Ti bila oblika, obdaja telo, zgrčitje brez mane, što znači lepo. Amen, amen, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Alleluja, alleluja, alleluja. Gospod z vami. In s svojim duhom, Iz svetega evangelija po Marku. slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus rekel množicam: Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi po noči, bedi po dnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. Zemlja sama od sebe poraja najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. Ko pa sad dozori, hitro zamahne srpom, kajti prišla je žetev. In govoril je: kako naj ponazorimo Božje kraljestvo ali s kakšno priliko ne ga predstavimo? Takšno je kot gorčično zrno, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste in postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morajo ptice neba gnezditi v njegovi senci. V mnogih takih prilikah jim je govoril besedo, kako so jo pač mogli poslušati. Brez prilike pa jim ni govoril. A svojim učencem je posebej vse razlagal. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi romarji, prišli smo na romanje v Lourdes k Mariji, mladenki iz Nazareta, ki jo je Bog izbral za mater svojemu sinu. Na romanje smo prinesli svoje hvale in zahvale, svoje prošnje in želje, svojo bolezen, svoje križe in težave, pa tudi svoje vidno ali skrito trpljenje. V Marijini družbi bomo poslušali Gospodov glas, ki nas navdaja s pogumom in nam naklanja milosti, ki jih potrebujemo vsak v svojem poklicu.
Trdno smo prepričani, da bomo tu prejeli in našli milosti, za katere prosimo. Potrebujemo molitev v tišini, da bi lahko slišali Božji glas, ki odzvanja v naši vesti. Bog trka na vrata naših src, kot je potrkal na vrata Marijinega srca in hrepeni po tem, da bi v molitvi sklenil prijateljstvo in zavezo z nami, da bi nam lahko govoril po Svetem Duhu, da bi nam lahko dal milosti, za katere prosimo. Na stežaj odprimo vrata svojega srca Božji milosti. Milost je nezasluženi in zastonjski Božji dar. Božja milost ni bežna in kratkotrajna, saj bo tudi v prihodnosti, tudi ko se bomo vrnili domov, bo vedno z nami, nas bo podpirala, posvečevala in pravilno usmerjala. Nenehna navzočnost Božje milosti nas spodbuja, da bi z zaupanjem sprejeli vsak svoj poklic, da bi v njem rasli, ga ljubili, da bomo z njim bogatili sebe in druge. To romanje je posebno ugoden čas za obogatitev Božje milosti v nas in za obogatitev našega poklica, ki ga imamo, s katerim se preživljamo, pa tudi uresničujemo. Vendar naš poklic ni le za golo preživljanje, naš poklic je za nas tudi dar, da bi ga živeli na edinstven način v veselju in hvaležnosti, z brati in sestrami v cerkvi in v svetu. Iz Božje milosti, ki jo bomo prijeli na tem romanju, bomo dobili moč in pogum za vse tisto, kar Bog od nas v prihodnosti pričakuje ali celo zahteva. Verovati moramo v temeljno dobrino bivanja, ki nam jo je Bog dal, in zaupati, da nas bo vodil v življenjskih okoliščinah. Ne zapirajmo se vase. Lurška Mati Božja sije pred nami kot zvezda upanja. Ne sveti sama od sebe, temveč odseva svetlobo Kristusa, to je tistega sonca, ki se je pred več kot 2000 leti pojavilo na obzorju človeštva. Če sledimo Mariji med našim zemeljskim potovanjem in se oziramo na njo, bomo šli proti Kristusu tudi v trenutkih stiske, žalosti in trpljenja. Obnovimo in utrdimo te dni svojo vero pri Kristusu, da bomo lahko kot kristijani z evangeljskimi predlogi odgovorili na zahteve sedanjega časa. Lurška Mati Božja nas uči, kako nenehno v zbranosti in tišini prisluhniti Gospodu, kako z velikodušnostjo in pravo razpoložljivostjo sprejeti Božjo besedo, ter iz globin srca in duše ponuditi sebe Bogu, svoje konkretno življenje, da bi lahko večna beseda z močjo Svetega Duha postala smerovkaz tudi danes v našem življenju in v naši zgodovini. Lurška Mati Božja naj nam pomaga zvesto hoditi za Jezusom, se mu pridružiti pri vsaki mašni daritvi, ter nositi v srcu veselje in upanje na vstajenje. Izročimo sebe in vse svoje drage, naše družine, različne skupnosti, cerkev doma in po svetu in naš narod Marijinemu varstvu, da bomo narod Jezusov.
Verujem v enega Boga, Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, svetih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta raje pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega mesta z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, in zaradi nas ljudi, in zaradi našega zveličanja, prišel iz nebes, in se telesil po Svetem Duhu iz Marije Device, in postal človek, bil je tudi križan za nas, Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen, tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi, in bo spet prišel slavit sodit žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca, in Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavanje in krst odpuščanja grehov, in pričakujem stajenje mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Devica Marija je kakor ognjen steber, ki po dnevi in po noči hodi pred nami svojim ljudstvom. Po njeni priprošnji prosimo Gospoda. Jezusova in naša mati Marija, prosimo, posreduj za dušno in telesno zdravje v naših družinah, za spreobrnenje grešnikov in da bi se mladi ne oddaljili od Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Marija, kraljica Slovencev, prosimo za našo Slovenijo, nas vse in naše državne in cerkvene voditelje. Prosimo te, usliši nas. Luška, Mati Božja, posreduj pri Bogu za nove duhovne poklice in dobre družine. Prosimo te, usliši nas. Mati Marija, prinesi pred Jezusa prošnje vseh, ki so se nam priporočili v molitvi.